Torej, dragi poslušalci, gledalci, pozdravljeni v najnem drugem podcastu. Do zdaj sva obdelala temo laser v ginekologiji, danes pa se bližava drugi, mogoče še na nek način bolj vsaj številčno pomembnejši točki, to je menopauzi, prehodom menopauzo in tako dalje. Torej, razlika tega podcasta današnjega sicer mnogimi na to temo, ki se čujemo vse posod, je, da tukaj danes sodelujeva dva ginekologa, ki stvari poznava tako in drugače iz prvoosebne izkušnje, iz izkušnje naših pacientk in pa seveda podprtega z veliko znanja. Nenazadnje smo mi tisti ginekologi, ki to rešujemo, se največkrat srečujemo s pacientkami, ki imajo večino teh težav, čeprav, kot bomo pa vmes videli, ženske zaidejo s temi težavami vse povsod, kaj te težave se poznajo vse povsod in tudi na ginekološkem področju. Torej, Petra, izvoli, mikrofon je tvoj. Hvala, tako resen uvod si naredil. Najprej bi se opravičila sem, glede na to, da smo zamujali malo, ampak tehnika je včasih res mogočna, a ne? Danes smo res en tak zanimiv podcast o temi, o kateri se zelo veliko menimo in zelo veliko delamo. In sicer menopauza. Najprej, kaj menopauza je? Menopauza je v bistvu enkratni dogodek v življenju ženske. To je v bistvu zadnja menstruacija in jo ugotavljamo za nazaj, retrogradnjo. Ko enkrat menstruacija eno leto ni, je ne bo več. Konec, finito, game over, a ne? Do takrat pa se lahko nekako poslavlja, prihaja, je takšna, drugačna in to je obdobje menopauze. Se pravi, že tako tehnično rečeno, že ko se rodimo, smo v obdobju perimenopauze, gremo proti zadnji menstruaciji. Seveda pa se to začne dogajati nekje po 40. letu starosti. Prezgodna menopauza je, kadar je pred 40. letom, takrat je res to za žensko še posebej stresno in pa zoprno. In tudi medicinsko moramo to zelo resno vzeti v roke. Vse, kar je nekje do 45. leta, je zgodnja menopauza, po 45. je pa že kar nekako normalno stanje, da se to zgodi. Ja, absolutno, ne. Ampak seveda, da večkrat strinjati se seveda ne morem s tabo, ampak če greva pa zdaj pravzaprav majčken korakec nazaj, zdaj, ko smo pač te pojme razjasnili, se pa da menopauza ni obdobje, da ne veš prej, kot mine eno leto, da je bila to zadnja menstruacija, se nas vložko ne izpiše, čao, bejba, ali kaj tacga, se pač ne. Skratka, da je to nekaj, kar retrogradno razglasimo. Ampak to obdobje je vendarle postalo pomembnejše, kot je bilo kdajkoli prej, bova rekla, gledano socialnega vidika, ne samo pač zdravstvenega, kot kadarkoli prej v zgodovini človeštva. Kako bi ti to pojasnila? Ja, to je zelo, zelo res. Namreč študije so pokazale, da je menopauza pri ženski ob istem času, in če gledamo nekaj stoletij nazaj, je ženska prišla v to obdobje istočasno. Povprečje nekje 52 let, a ne? Tako da, če gledamo, kaj je 52-letna ženska nekoč pomenila in kaj danes pomeni, je pa to bistvena razlika. Včasih šle ženske takrat v penzijo in so tudi manj časa živele kot zdaj, ne? Tako da naše telo ni dizajnirano za življenje, v bistvu 30-40% preživimo v menopauzi. Tako da to se zdaj z vsemi zakoni, z delovno dobo, to se je podaljšalo, ženske so do 65. leta, 67, bog je kdaj šli mi v penzijo, če sploh, ne, v službi. In je to nemogoče se spopada z vsemi temi težavami, ki jih to obdobje nekako prinaša na taki poziciji, če primerjamo to z 30 leti nazaj. In biti ob tem seveda ful aktivna, ful in, kompetitivna, z vsemi mladimi prihodi in tako naprej. Nemogoče. Ja. Nemogoče. Zdaj, moji študenti gotovo vedo, da zelo rad vleče neke živalske primerjave vedno, zato da mogoče stvari tudi širše razumejo. Poleg žensk, to je vrsta rodu Homo sapiens, sta še dve vrsti kitov, pri kateri prihaja do menopauze, in sicer kiti, se pravi kiti glavači in pa orke.
Razlaga je, da je skrb za njihovo potomstvo tako kompleksna, da rabijo inštitut babice, ki lahko vstopi in se ne skrbi več za svoje lastne otroke, ampak pomaga otrokom svojih hčera. Jaz bom zdaj tukaj s tem zaključil. No, bom pa jaz nadaljevala, tvoji študenti tudi verjetno vsi vedo, da je kuna edina žival, ki ima kost v penisu, a ne? Imaš še nekaj drugih zveri? Nekaj drugih živali, tako da, ja, ampak v tem, da je drugič, a ne? Ja, kot vemo, ne, iz takšnih in drugačnih izkušenj pri moških žal to ni tako. Z leti se to čedalje bolj zavedamo, ampak tudi to pustiva za neko drugo podcast zgodbo. Ne? Zdaj, povedala si za vse to, zdaj bi pa mogoče vendarle začela, kaj pa so stvari, zaradi katerih ženske res stopijo skozi naša ginekološka, pa še kakšna druga vrata in začnejo potem tam jambrati, kaj vse se jim je začelo dogajati. Dostikrat v bistvu sploh ne vejo, zakaj so prišle in da je to vzrok, ki jih je pač pripeljal k ginekologu, a ne. Posebej v tem zgodnjem obdobju, se pravi, ko funkcija estrogena začne počasi usihati, se vse živo dogaja, ne. In najprej se začnejo menstruacije, postajajo čudne. Postajajo ciklusi običajno krajši, se pravi, če je imela pri ženska na 28 dni, ima zdaj naenkrat na 25, 24, 21, a ne. Menstruacije so različno močne, lahko so zelo šibke, lahko so zelo močne, lahko so zelo dolge, postajajo na vsak način zelo nepredvidljive in to je stvar, ki jo opazijo najprej, da je nekaj drugače. Poleg tega se pa pojavilo lahko vse ostalo, kar se potem tudi v kasnejšem obdobju, a ne. Zelo pogosto povejo, da so se začeli rediti, da so jim vsa oblačila nekako premejhna, pa delajo vse enako, kot so nekoč delale, a ne. Da se ponoči dostikrat zbujajo, pa se včasih niso, da imajo oblive vročine, da se potijo, da je spanje postalo res čudno. Poleg tega pa opažajo marsikaj, da ne vem, nima več energije, da je doma postalo tako, nimajo več prave tolerance do otrok, v službi, libido, spolnost je postala kar neka taka stvar obrobna zelo, a ne. Se pravi, veliko enih stvari, ki jih potem damo na skupni imenovalec in to je pomanjkanje hormonov, a ne. Ja, no zdaj, ko si prišla do hormonov, ne, nekaj o hormonih morava vseeno povedati, a ne. Zdaj, najbolj običajna dva hormona v pojmovanju ženskih spolnih hormonov sta estrogen in progesteron, o tretjem bova še pol mogoče, oziroma ne mogoče, sigurno nekaj več povedala, ne, pa bi mogoče na kratko povedala, kaj pa pomeni zdaj to pomanjkanje teh ključnih dveh hormonov, kaj potegneta za sabo. Zdaj, omenila si ti simptome, pa zdaj pa če hočeš še malo razložiti. To sta dejansko dva glavna ženska hormona, ki sta odgovorna za delovanje ženske. To nas dela ženske, a ne. Poleg tega pa tretji hormon testosteron, ki nas dela tudi ženske, pa se še tako čudno sliši, a ne. Zdaj, usihanje delovanja oziroma usihanje izločanja estrogena se pozna na vseh stvareh, tako na zunaj, kot tiste, ki pač se jih ne pokaže tako, ne. Ena stvar so te klasični nočni oblivi, druga stvar je koža se začne spreminjati, postaja bolj suha, nagnjeno je k gubanju, lasje postajajo redkejši, tanjši, nohti se lomijo, nožnica postaja zelo suha, tanka, občutljiva, spolni odnosi pač postanejo neprijetni. Začnejo boleti kosti, sklepi, ker pač sklepi, vse strukture sklepov imajo ogromno receptorjev za estrogen. Spanje je svoja zgodba, tam ima pa veliko vlogo progesterona, ne, zdaj, ko je tega premalo, ko pač niha, spanje postaja zelo čudno, a ne, nespečno se pojavlja, zgodaj se zbujajo, vstajajo, ne vem kaj. Potem ta možganska megla, da nekako se, ne vem, nekaj prideš iskat, pa kar ne veš, po kaj si prišel naenkrat, a ne, pa to
Dobro, meni se to dogaja že zelo dolgo, še tudi pred menopavzo. Meni tudi, tako da sem še zelo dolgo brez estrogenov. Ja, dejansko te motnje koncentracije, motnje spomina, ne, ker res kar megla pade in potem upaš, da se bo spet nekako dvignila. Ne, imaš že tako verjetno motna koncentracija, fokusa. Absolutno, ne, se že vidiš, kako si v demenci noter. To so samo ene te stvari. Pa so pa one druge, ki pa se ne vidijo in na katere pa opozarjamo ginekologi in tudi naši kolegi endokrinologi nas prosijo. Kosti, osteoporoza, začne se pravi procesi, ki razgrajujejo kost, se pravi ni več sorazmerje med izgrajevanjem in razgrajevanjem kosti, ampak je proces v razgradnjo, tako da vsak pozna nekoga z osteoporozo, mogoče imel nekoga v družini, mišična masa se rapidno manjša, in visceralna maščoba se začne pa nabirati. Kako pa gre dejansko ta maščoba, bi rekel, v pridobivanju teže? Imamo celo neke izračune, neke table, kako bi to šlo naj v letih. Ja, v bistvu ta maščoba se začne prav zaradi pomanjkanja estrogena nabirati. In je v bistvu kot neko stalno vnetje prisotno. Če si mislite, se pravi nek stalni fokus, ki vpliva na vse, predvsem na žile, srce, se pravi na kardiovaskularni sistem. Ta maščoba se nabira, nekako je izračunano, da kar se telesne teže tiče, da se nekje po 45. letu približno 1 kila na leto kar pride zraven. Tako da, če zračunamo nekako saj 10 kila, lahko tudi 15 kil je tista normalna teža, ki jo telo pridobi gor. Tako da vse vemo, da pač nismo take, kot smo bile 20 let stare. Nekako, če pogledamo, ženske bojo vedle, s kakšnimi težami so štartale, recimo prvo nosečnost, pa drugo, in kakšne teža zdaj. To ni nekaj v njih narobe, da ne vem, preveč jejo, se premalo gibajo, ampak to je življenje, to so pač hormonske spremembe. To je tudi, kot seveda ženske zelo rade same povedo, to je pač življenje. Ja. Mogoče zdaj, ker so bila še malo pri številkah in vse skupaj, ti tudi sama zelo rada poveš, da je jajčnik pač organ razen posteljice, ki se v življenju najhitreje človeka stara. Ja. Še to poveš, da imamo neko percepcijo vsi skupaj, kaj to pomeni v resnici. Ja, jajčnik je res dizajniran za neko krajšo življenjsko dobo. Za nekje v času ženske je živele 50, 55 let, 60 je bila že skoraj da stara ženska. Če rečemo, da se ženske rodimo z vsemi jajčnimi celicami, ni tako kot pri moških, ko se pač ta spermatogeneza dogaja kar naprej, in lahko pač spočnete otroka v pozni starosti, kaj ne da? Pri ženskah ni tako. Čas nekaj tišči, ne? Ja. Tako da se pravi, če je v fetusu ženske deklice 7 milijonov približno jajčnih celic, se jih rodi samo z 1 milijonom. In ko doseže menstruacijo oziroma menarho, prvo menstruacijo, jih je tam okoli, ne vem, recimo 500 tisoč samo. Ko je stara 30 let, jih je samo 300 tisoč, Ampak to ženske mislijo, ok, ena jajčna celica na ciklus ni res. V jajčno, se pravi v zoritev, gre nekako 200 do 1000 jajčnih celic. Vsak mesec. Vsak mesec. Tako da, ko je ženska stara 30-40 let, ima samo še 3% jajčnih celic, s katerimi je pač startala življenje. Jajčne celice pa izločajo hormone in tukaj imamo pa zdaj problema. Se pravi, ni več jajčnih celic, ki bi izločale estrogen, progesteron, testosteron in zato se začnejo vse te spremembe. Vse te spremembe, ki si jih že prej nekako lepo opisala. Čeprav, zdaj, če greva, ali pa če reflektiramo to celo stvar, tako le razmišljam, glede na to, da imava tudi midva skupaj kar nekaj hčera, da kakor je pač ta menopavzni prehod in sama menopauza, sprememba s pomanjkanjem hormonov, enako se zgodi, verjetno se bojo najni gledalci, poslušalci strinjali, ko deklica vstopi v puberteto, takrat navalijo estrogeni recimo v glavo, na telo, na telesu takoj vidimo spremembe, poraščenost, dojke in tako naprej, menstruacija na zadnje potem pride, ampak tudi druge, bi rekel, kognitivne, možganske funkcije začnejo postajati drugačne, tako kot tukaj grejo v neko vrsto
mirovanje ali odhod, ne, se tam začne nekaj drugega. Ne. Mislim, a je kdo kdaj videl 5-letno deklico, ki rola oči navzgor? Ne. A je kdo kdaj videl 13-letno deklico, ki ne rola oči navzgor? Najbrž tudi ne. To je ta zgodba. Ne. Yeah. Tako da vse te stvari se seveda lahko povežejo, začetek in konec, bi rekel, tega rodnega obdobja. To je cela znanost, ne? Ja, To je cela znanost, v bistvu neuropsihiatrija, Ja. menopauze, to je zdaj pubertete. ogromno raziskav in pubertete, ja, ampak recimo, da menopauza je mogoče še pomembnejša, ne? Mogoče, no, ampak ja, to je cela znanost. Zdaj, prej si mogoče res na hitro preletela, ne? Kaj se tebi zdijo pa res tisti najbolj ključni poudarki, gledava zdaj zdravstveno, v postmenopauzi ali pa v prehodu v postmenopauzo? Kaj je tisto, kar se res najbolj slabo dogaja? Zdaj povedala si že vseeno, da je pač padec libida, povedala si seveda kostna gostota, srčno-žilne in takšne, ne, debelost, ne, ampak vse te stvari se, bi rekel, konjugirajo v neke skupne kanale. Kdaj in kaj začeti je pa seveda ključno. Ne. Zdaj pač ti si pacient, si naša gledalka, poslušalka, ne, in ko se malo prečekiraš tole, kar si zdaj ti povedala, se ljudje poslušajo, rečejo, čakaj, se to se meni pa že dogaja. Ne. Se pravi, kdaj začeti, kako začeti, kaj začeti? To je zanimivo vprašanje. Ja. In ženska je vsaka drugačna in vsaka ima drugačno percepcijo tudi sebe, tudi filozofijo in tako naprej. Tako da ima ženske, ki prisegajo na naravno staranje, vse kar zraven paše, a ne, ker je pač to normalno, a ne. Čeprav bom jaz rekla, ne, zelo malo ženske, ki si ne bi barvale las, a ne, ki si ne bi depilirale po telesu, ki si ne bi ne vem kaj počele, a ne, pa je tudi to del normalnosti, pa jo ne sprejmejo kot del nečesa procesa staranja, ne. Se pravi, ženske pridejo najpogosteje te v začetku zaradi motenj menstruacijskega ciklusa, zaradi nekega slabega počutja in pač ženska čuti in sluti, da se je nekaj spremenilo, da se nekaj dogaja. Nekaj ni tako, kot Da bi nekaj moglo ni biti, tako, ne. kot bi mogli biti, a ne. In Ja. tukaj moramo prisluhniti, a ne, zdaj, če pove pa, da je v kratkem pa dobila še terapijo za depresijo, pa terapijo za visok pritisk, pa da je na statinih zaradi povišanega holesterola, trigliceridov, a ne, da je glikar malo obiskala ortopeda, da so slikali hrbtenico in tako naprej. So to vse nekako tisti znaki, ki morajo nam, ginekologom, dati nekako tisti klik, ne, hopla, tukaj se pa verjetno nekaj dogaja. S tem, da tukaj niso smiselni neki hormonski testi, večinoma pride ženske z željo, dajmo narediti hormonske teste, a ne, pa se nimajo tudi- smisla, ne. To se tudi pri meni kar naprej dogaja. Tako. Ne. Tisto, kar moramo vedeti, je, da kljub temu, da imamo tam v referenčnih vrednostih, Je zelo široka, ne. od do in potem ženska, joj, sem pa mečken pot ali pa mečken nad ali pa ne vem, nekje se nekaj najdemo, a ne, da to dejansko v življenju nima smisla, ampak je tisto, kar vodijo. Točno to. V bistvu so v Simptomi, tem ne. obdobju je nihanje hormonov točno, da zdaj je lahko do stropa, ne vem, čez 2 dni ali pa jutri bo pa že čisto v podnu, a ne, da nam ta hormonska slika nič ne pove. Tako da tukaj se moramo na klinično sliko, ne, nekako vedno pa pogledamo hormone, ne, če je ženska mlajša kot 40 let, tam pa je to smiselno, ne. Ja. Pa bomo zdaj govorili samo o neki normalni ženski, ne o PCO recimo in takih stvarih, a ne, ampak ja. Ne, od teh, Zdaj, kjer je večina. Tiste, ki pa pridejo, ne, z takimi očitnimi znaki, ne vem, kakšna reče, da so kar ubila, ne, tudi halo, ne, da je tako hudo živeti, da je tako taka napetost v glavi, taka megla, tako ni spanja, tako obliva vročina, tako nobeno ne razume, tako se joka, tako je to, da ne, dejansko je tudi največ samomorov v tej starostni skupini, tudi to moramo vedeti, a ne. In ločitev, seveda, ja, tako da tudi to je del tega, Zdaj, ne. mogoče jaz tukaj za svoj piskrček predstavim, ne. Zdaj, če kakšna od poslušalk misli, da se mislim ločiti, ne, bom kar ostal še tukaj, kjer sem, ampak zgodba je v tem, da moški imamo tukaj precej pomembno vlogo oziroma ženske v našem moškem življenju, ne, in ena od teh, seveda sva se na to danes pripravljala, ne, gledala marsikaj, prebrala marsikaj, ena od teh gurujev ameriških v Menopauzni Society je pač povedala, da je v bistvu to reševanje moških, ne žensk, kar je seveda zanimivo, ne, kaj to pomeni. Se pravi, če se toliko žensk loči v tem obdobju,
ne, toliko moških ostane brez stalne ženske partnerice. In kaj je zdaj preživetje teh moških z stalnimi ženskimi partnericami, je ekstremno Ena pade. sama beda. Ne sem beda, govorimo o life expectation oziroma o pričakovani življenjski dobi, ki je pri moških, ki niso v stalni zvezi. Kar kolerirajo. Tako da v bistvu je to zdaj reševanje nas moških, ne, tako da pomagamo Se pravi, moški ženskam. prej umrete, ženske se pa samomor naredijo. Ne? Tako da, ampak temu ni treba. Tako, zato so danes midva tukaj v končni fazi. Je tako? Res je. Točno Ok, tukaj Meglič, sva. hit the road. Tako da, no, zdaj v bistvu sva ves ta uvod ali pa nek strukturo obdelala, ne, zdaj, če se pa osredotočiva, vendarle pridemo na koncu, vse sva zdravnika, ne, do zdravljenja, ne, kje smo. Ja, zdravljenje je kar pestro in dejansko je številka 1 hormonska terapija. Se pravi, če telesu manjka nečesa, mu daj to nazaj. A ne? To poznamo pri zdravljenju sladkorne bolezni, ko je premalo inzulina in damo inzulin. In je hormon. In je hormon. To poznamo pri zdravljenju ščitničnih bolezni, ko dodamo hormon, evtiroks, tiroksin, karkoli že. In tukaj imamo pomanjkanje estrogena, progesterona in tudi testosterona in je najbolj logično, da dodamo to nazaj. Imamo zdaj bioidentične hormone, se pravi hormone, ki so po kemični formuli identični lastnim, tako da telo je pripravljeno na to, ima vse receptorje, ima vse biološke mehanizme uporabe in razgradnje teh hormonov in to dejansko prva linija zdravljenja. Predvsem razgradnje, ne? Zato so ti Tako. bioidentični toliko pomembni, ne? Ker pač hormon, ki deluje, lahko deluje celo bolj nek, ki ima drugačno kemijsko formulo, ne, v telesu. Ampak potem, ko enkrat pride do jeter, ki so glavni razgradni organ v telesu, ne, jetra, da se zdaj slazim tako slikovito, ne vedo točno, kako jih razgraditi, oziroma jih razgradijo po neki schemi, potem ostanejo neki odpadni produkti, za katere ne vedo, ne znajo, oziroma pač telo nima Kaj z njimi mehanizma, da bi se početi, ga ne? res Ja. normalno znebilo, ali preko blata, ali preko urina, ali kakorkoli. Ne. In te hormone, ki zdaj dodajemo, je pač glavna lokalna pot, se pravi preko kože, estrogen in pa progesteron preko nožnice ali pa preko, da se ga pač poje. In spet moramo poudariti, mikroorganiziran oziroma progesteron, ki je spet bioidentičen. Ne. Tako. Se bo pol dotaknila mogoče ne teh Malo stranpoti, kaj drugačnih, pa ne. če in če ne in tako Jaz bom naprej, tukaj ne. samo malo pokazala, ker pa si rekel, da sva se pripravila, Ja, seveda so estrogen. vse. Imamo v obliki takega sprejčka in se ga takole na roko našprica. Lahko doziramo 1, 2 ali 3 doze. Tako da je to zelo personalizirano. Včasih smo imeli ena tabletka, pač ustreza vsem, pa vemo, da to ni res. Zdaj imamo takole doze. Tako kot pri enih hlačah, ki pač ne pašejo Ene vsem. hlače ne pašejo vsem, čeprav zdaj so te elastika pa to. Imamo gel, to je takle gel, se ga tako stisne do konca, estrogen, to je placebo, note misli, se mažem in se pač namažeš po čim večji površini, roke, stegen, trebuha, malo obrazka, tudi vemo, da kakšno gubico lahko poravna, in se to zelo hitro posuši. Potem imamo obliže, oziroma nimamo jih obliži, pa bi jih radi imela. Obliži, včasih so Smo jih pa bili, imeli, seveda. so bili in jaz upam, da še pridejo, se jih pa dobi v tujini, to je pač obliž, ki se ga nalepi na kožo. Se pravi, to je In vse izloča, lokalna. in izloča. Estradiol, to je vse hormon, Vse, kar si pokazala, tako. so v bistvu estrogenske Tako, zgodbe. ja. Potem imamo pa, se pravi, tabletko je za vnožnico ali je za pojest, progesteronska ali pa v obliki mirene, to pa je takle matrični vložek, ki nadomešča hormon. Se pravi, to je najbolj fancy terapija, mireno v maternico in pa lokalno estrogen. Ampak, ker vemo, Mireno ali kak drug hormonski vložek, a ne? ja, še enega drugega imamo, ja, 2 sta, tako, ja. To sem hotela reči. Kaj sem hotela v bistvu reči? Aha, progesterona, ne. Zakaj pa je dober progesteron uporabljati? Zato, ker ima tako zelo blagodejne učinke na spanje. Vemo, da malo uspava, da pomirja, dobro vpliva zelo na možgane, na anksioznost, na depresijo in pa na spanje. Tako da pač ženske povejo, ko zaužijo zvečer progesteron, ki se ga jemlje zvečer, Ravno zato, a ne? ravno zato zelo, zelo dobro spijo. Ja. To je zdaj res zanimivo, a ne?
Kaj pa, Leon, kaj pa lokalna terapija? Kaj pa ženske imajo ogromno težav z suho nožnico, z bolečimi, neprijetnimi spolnimi odnosi? Ja. Zdaj, tako bova rekla, lokalna terapija, vlaženje nožnice je odvisno od dveh žlez, ki sta tam na vhodu in tako naprej, od spolnega vzburjenja in pa seveda v nekem najbolj osnovnem principu od zadostnosti spolnih hormonov. Zdaj, če se spet vrnemo na hormone in ne govorivo, kaj pa, če hormonov ne smem ali nočem, kaj so potem alternative, tisto bo potem malo kasneje. Imamo pač lokalne, lahko so v obliki krem, ki so namenjene vnosu v nožnico, tabletk, ki so namenjene vnosu v nožnico, potem imamo zdaj tudi že svečke, ki niso dobesedno estrogenske, ampak potem v telesu v presnovi razpadejo v estrogen in nekaj malega tudi v testosteron. Imamo kot ene vrste pesar oziroma en obroček, ki izloča estrogene, tako da že samo ta ponudba, pa gele, ki so to samo testosteronski, samo že ta ponudba tukaj, ne, je nekako najbolj udarna. Ne. Je pa tudi tako, kot smo že večkrat povedali in ženske povedo same, ne, da če pa zamenjajo deca, pa ni toliko težav, ne suho nožnico, ne z libidom, vsaj od začetka. Ne bi vedela nič o tem, ampak dobro, lej, če ti praviš. To si zdaj lepo odgovorila. Ja. In tukaj treba povedati, ne, da v bistvu skoraj polovica žensk, ki uporablja sistemsko nadomestno hormonsko terapijo, rabi tudi lokalni vnos estrogena, da enostavno nožnica res taka trdoživa in včasih res zapleta stvari. Ne? In je treba dodati estrogen še lokalno in ta estrogen se ne sešteva s sistemskim, se pravi, ni potem več estrogena v telesu, ampak deluje res samo na mestu, kjer je namenjen. Mislim, da je res nujno, da si zdaj povedala, ne, da nima tega občutka, kako so se zdaj pa nabasali z estrogenom, da kar še izteče. Ne? Ja. Tako da, ja, seveda, estrogen kot najbolj potenten, progesteron, zakaj pa je še pomemben progesteron, mogoče je treba še to omeniti, ne? No, progesteron je v tej perimenopauzi zelo pomemben za vzdrževanje ciklusa, a ne? Se pravi, z njim ustavljamo neke čudne menstruacije, urejamo ciklus. Zdaj o nosečnosti ne bova govorila, to je pač v bistvu hormon nosečnosti. Ne vem, kaj si točno imel v mislih. Misli sem imel, da samo sam estrogen pri ženskah, ki še vedno imajo maternico, seveda, pa lahko povzroči hiperplazijo, atipijo in v končni fazi tudi karcinom endometrija, če nimamo progesterona, ki bi ta, bi rekel, ravnotežje naredil. Ta efekt estrogena umiril oziroma minimaliziral v teh celicah endometrija. Ja, to mislim, da je tudi prav, da se vsi zavedamo, ki se to zdravimo, ne, in da progesteron ne prehaja tako kot estrogen preko kože, ne, zato ga vedno jemljemo v obliki tablet, kot smo že prej rekla, ali ga lokalno ustavimo. Razne kreme, ne, ki jih marsikdo predpisuje, zelo, zelo sporne, plus da ni študij narejene. Ali pa porabijo res ogromno površino, da bi nekako zaleglo za intake, ki ga pač porabljamo. Ne. Se pa vedno nekako srečujemo, če govorimo o hormonih, pri ženskah in nažalost pri marsikaterem našem kolegu, ne, z velikim strahom, da ne rečem odporom, ne, da zdaj pa to pa je zdaj neka grozna zgodba. Pa estrogeni ali sploh hormoni pa lahko povzročijo takšne in drugačne zaplete. Ne? Pa če bom jaz mogoče bolj v onkološkem smislu povedal, kaj bi pa ti povedala najprej o vazomotornem oziroma o vplivu na žilne stene? Jaz bi najprej rekla, da estrogen je ženski hormon in ženska se ga ne sme bati. To je njen lastni hormon in je, ne vem, odkud, oziroma se vemo, odkud so te zgodbe prišle, kako je to nevarna zadevica. Ne? Nikakor ni. To je super, super hormon. In je edini hormon, ki pač vpliva, no, delno tudi ostala dva, ampak ta je glavni, na preprečevanje izgube kostne gostote, na izgubo mišične mase, čeprav ne popolnoma, nikakor, ne? In pa zelo protektivno deluje na stene žil, na intimo in se pravi, da preprečuje nalaganje te aterosklerotičnih plakov na žilo. S tem preprečuje težave s pritiskom, srčne težave, predvsem srčne kapi, možganske kapi, absolutno preprečuje Alzheimerjevo bolezen in vpliva tudi na zmanjšano pojavnost demence. A ne? Seveda vpliva, ne, se ravno o tem je zdaj ta cela zgodba. Ni pa vseeno, kdaj ga začnejo
uporabljati. Ne? Se pa imamo neko okno priložnosti, ne? Ja. Ki je kdaj. Ja. Kar se nas tiče čim prej. Čim se pokažejo znaki pomanjkanja estrogena, ki sve vse prej naštela, ne, je treba začeti z nadomestno hormonsko terapijo. Drugač pa je treba začeti najkasneje 10 let po zadnji menstruaciji oziroma pred 60 letom starosti. Ker drugače delujemo lahko kontraproduktivno prav na kardiovaskularni sistem. Je pa res, da poteka ogromno študij zdaj, nekako ženske se prebujajo po celem svetu in zahtevajo študije, zahtevajo terapijo zase. In poteka vedno več študij, ki dokazujejo in verjetno bodo dokazali, da pač dodajanje hormonov ni škodljivo tudi kasneje v življenjskem obdobju, se pravi tudi po 60. letu starosti. Ja, ne, zdaj ta škodljivost, ne, dostikrat je povezana nekako pa z vznikom raznih karcinomov, posebno se tukaj omenja karcinom dojke. Pa v resnici danes že veliko vemo o tem, da stvari niso tako gladke in ne tako jasne, kaj šele, da bi to res povzročalo. Ne. Samo estrogeni, govorimo o teh bioidentičnih, ne, celo nekoliko zmanjšajo po vseh zadnjih res dobrih študijah verjetnost, da bi prišlo do pojava te bolezni. Morda so nekoliko bolj komplicirani tisti, ki so kombinirani, se pravi kombinirano zdravljenje tako z estrogeni, kako s progesteroni, ki pa sva prej rekla, da so obvezni, ne. In spet je tukaj en catch, ne, mikrogenizirani, se pravi spet bioidentični progesteroni naj ne bi imeli tega slabega vpliva. Stvari so še ongoing, študije so vmes prekinjali zaradi takšnih in drugačnih strahov, ustavljali in tako naprej, ampak tisto, kar je do danes znano, pristo je zelo spodbudno in ne vem, Petra, se mi zdi izvedno referenca človek sam sebi, a ti uporabljaš poleg estrogena tudi progesteron? Seveda ga uporabljam, se ga moram, se imam maternico. Ne. Tako da jaz sem sama sebi najboljša ali pa najhujša pacientka, ne, kar se tega tiče. Tako da jaz sem začela z nadomestno hormonsko terapijo v starosti 48 let. V bistvu zelo kmalu, čeprav ne, me je tako presenetilo kot vsako drugo žensko, kako se to meni dogaja, se še 50 nisem stara, ne, kaj zdaj to, a ne. Ker pač imaš v glavi tiste 50 malo več, a ne, ampak dejansko je stvar tisto okno priložnosti čim prej, a ne. In se zgodi, ko se zgodi, ne. Točno to. Dejansko ni zdaj neka zgodba, kako bi hotel in to, kako ne bi hotel, a ne. Ja. Zdaj, jaz bi dodal, ne, da poleg te naravne menopavze, a ne, je tudi tako imenovana iatrogena oziroma povzročena s strani zdravnikov, se pravi takrat, ko pač ustavimo delovanje jajčnikov, v največjem primeru je to, da jajčnika odstranimo iz teh in drugih razlogov, a ne. Ta kirurška menopavza je pa še bolj strašna, ne. Se pravi, dejansko odseka, ker jajčnik, bi rekel, po malem že nekaj časa odmira, a ne, tukaj pa od neke funkcije ali pa celo zmanjšane funkcije na popolno nulo pade, a ne. In tukaj, kljub temu, da veva, a ne, da so estrogeni, ki nastajajo tudi v nadledvični žlezi, tudi v maščevju, a ne. Ampak jih je čist premalo, ne. Ampak jih je čist premalo, ne. Tukaj pa pač imamo zdaj ta iatrogen oziroma z zdravnikom povzročeni efekt, a ne, pri katerem ženska so bila tudi že vprašanja, preden smo s tem podcastom danes začela, ne, kaj pa zdaj s tem, ne, dejansko je treba iti od ene do druge diagnoze, zakaj so bili jajčniki vsani, kaj je bil osnovni vzrok, ne, je bila ta ali je bila ona stvar, ne. Naprimer, če je najbolj razširjen ovarijski karcinom, to je epitelni karcinom, in če ženska potem zato jemlje estrogensko nadomestno terapijo, ni s tem nič narobe. Absolutno ne. Tukaj so Treba je jasne pomagati, študije, ja, treba je itak. pomagati in povečati kvaliteto življenja. Preživetje se pa v ničemer ne spremeni. Ne, Na žalost je preživetje pri ovarijskem karcinomu še vedno slabo, ampak zatem je pa kvaliteta življenja ob estrogenih seveda bistveno boljša, ne, in je treba razmišljati v uvedbi te terapije že takoj ob temu lahko kar rečemo kastraciji, a ne. Tako je, tako je. Lahko rečemo kar ob kastraciji, ne. V bistvu se ljudje ne zavedajo, ne, da žensko druge stvari veliko bolj izpostavijo, ne. Se pravi, riziko razvoja, naprimer karcinoma dojke, je bistveno večji, če ženska uživa 2 merici alkohola dnevno in če je pretežka, kot pa recimo uporaba hormonske nadomestne terapije, ne. In tista druga stvar, ne, kaj še bolj ogroža, se pravi osteoporoza in z njo povezani
Zlomi, patološki ne, zlomi, privede do srčno-žilne več smrti bolezni kot- in pa debelost. In pa debelost privede do več smrti, kot pa Tako. karcinom dojke. A ne? Tako da res je treba stvari v malce širšem kontekstu pogledati in tisto, kar radi povemo ali pa je velikrat ne, noter, kdaj je oziroma kdaj rečemo, da je dobrobit nasploh na telo bistveno večja, kot so pa morebitni riziki. A ne? In zdaj to pa seveda pri vsaki ženski, ker vsaka pa je unikum, tako in drugače od družinske anamneze do vsega ostalega, dizajniramo, a ne, Terapijo pomeni. in kdaj bomo s to terapijo nastopili in kdaj bomo seveda pač delali. Ne? Tako. Ampak seveda, kaj pa, če ni edina stvar, edina opcija uporaba hormonov? Ne? Kaj pa pol? Imamo polno enih težav, ki si že prej naštela, ne? Bova rekla ne, suho nožnico, bova rekla debelost, bova rekla te valonge oziroma ti vazomotorni simptomi. Kaj pa takrat lahko naredimo? Menopavza se nikoli ne zgodi v vakuumu. A ne? Ženska je bitje, ki je socialno, ki funkcionira v nekem okolju in je z veliko stvari, ki jih lahko sama naredi. A ne? Sigurno ne bomo rekli, da samo recimo menopavza povzroča nabiranje maščobe. A ne? Tukaj je zelo veliko pomembno, kako je ženska aktivna, kaj počne, na splošno, ali ima sedeče delo, ali se popoldne, ko pride domov, kaj počne, telovadi, se sprehaja, karkoli od tega. Ali se zgarana zruši na kavč, ker tudi ne moramo zameriti, ne? Bodva realna. Ja, ne, to ženski ni dovoljen, to še vedno ne počne, tako da ti povem iz prve roke, no. Ampak potem imamo prehrano, a ne. Kako je, kaj je, kako živi, a ne. Dejansko tukaj lahko zelo veliko sama naredi ženska, a ne. Če pa imamo, ne vem, če je sploh kakšna stvar v medicini, kakšna zdravila, kjer imajo ženske toliko averzije do terapije kot do hormonov. Hormonov se bojijo, kako ne vem. Govoriva o spolnih hormonih. Govorijo o spolnih hormonih, seveda naših hormonih, a ne. Do inzulina pa tega nimajo nobene averzije, ne, ampak tukaj pa se bojijo, to je vse rak, pa smo povedali, to sploh ni res, a ne, da so drugi faktorji mnogo bolj ogrožajoči. Ampak če se vrnem k vprašanju, ki sem jo vprašal, kaj pa ženska, ki ne sme, recimo tista, ki ne sme hormonov uporabljati, a ne, ki je imela res neko maligno bolezen, hormonsko odvisen tumor, to je najpogostejše dojka, a ne, vse ginekoloških praktično ostalih ni, a ne. Ali pa ki se zelo patološko boji hormonov, a ne, in jih pač ne bo vzela, a ne. Imamo pač druge stvari. Za oblive vročine imamo novo zdravilo, ki je prav temu namenjeno in deluje na hipotalamus. V hipotalamusu je center za uravnavanje telesne temperature. In vemo, da pač je estrogen zelo pomemben tukaj, in ko je estrogena premalo, en drug nevropeptid začne povzročati svoje stvari in to so te znane valonge, a ne. Se pravi, poleg teh očitnih stvari, ko rečem vsaki ženski, se pravi, bodite telesno aktivna, bodite bolj pozorna, kaj in kako jeste, a ne. In lahko ponudimo tisti, ki neče hormonov, se pravi nekaj proti oblivom vročine. Svetujem jemanje določenih naravnih pripravkov, ki vplivajo na počutje, a ne, recimo maka, remifemin, menosoj, menode, tega je ogromno teh preparatov, jaz sploh ne sledim, ker se tako hitro pojavlja, moramo vedeti, da je to tudi marketinško zelo aktualna stvar, a ne. Potem imamo lokalno terapijo nožnice, ki lahko popolnoma vsaka ženska uporablja. Vsaka ženska lahko uporablja lokalni estrogen. Praktično ni kontraindikacije, a ne. In tako kot pravijo naši kolegi endokrinologi, da bi kar vodo pitno dejali metformin, to je pa sredstvo za uravnavanje sladkorja, a ne. Tako bi mi ginekologi praktično vsaki ženski dejali estrogen, a ne. Dobro, laser je potem dodatna terapija, ki tudi zelo dobro pomaga, a ne, ampak se pravi, so dodatne možnosti, a ne, kaj se da narediti poleg tega. Absolutno je, ja, tako, ne. Glede prevelike teže si že vse omenila, vajo, hrano in tako naprej, ne, in tudi so zdaj na tržišču nova zdravila, ne, ki lahko pomagajo bistveno
bolj obvladati prekomerno telesno To je težo, ena ne. tema, ki mene do plafona gor spravi, ne, in ti to dobro veš, a ne. Vem, Veš, jo marsikaj do zato me plafona vprašaš, spravi, da ampak mar- ja, dobro. sem V trpežen. bistvu to, kar ženski rečejo, manj jejte, pa več se gibite, ne. Pa to je bullshit, ne, to ne moreš tako, to Oziroma ne ta gre. francoska terapija, manžri. Manžrija, okay. To ne gre tako. Pač, telo je zdaj zdizajnirano tako, da bo maščobo nabiralo. In smo rekli, nabiralo bo tisto nezdravo maščobo. Tako da Nažalost. ženska, tudi če gre na liposukcijo, na abdoplastiko, ne bo se znebila te maščobe, ki jo ogroža in ki je stalni faktor vnetja, a ne, in vpliva na vse. In ta stalni faktor vnetja, ne, po drugi strani pomeni, da se organizem bori s tem vnetjem. Stalno se bori in je stalno v stresu. Zdaj, če pogledamo majčken korak naprej, ne, recimo, ko so rekli, pa so ona ni imela nobene vročine, ne, stara teta, nobene vročine ni imela, ne vem, pa zdaj to v času COVID ali pa kakšne druge bolezni, ne, pa je pa kar umrla, ne, se sploh ni zdelo, da je ona nekaj bolna. Ja, zato, ker je njeno telo se že s toliko drugimi stvarmi borilo, da dejansko ni več zmoglo še te reakcije, da bi dvignila temperaturo in na ta način pomagala telesu, naprimer, se znebiti nekega virusa, ki je optimalen. Ampak, če se jaz vrnem na tvoje vprašanje, Leon, ne iti na COVID, meni ta, veš. Ne bom šel na COVID, ne. Dejansko pač dokazano, kaj so študije pokazali, ko smo rekli, da bo ženska danes povedala, kaj je mnogo, oziroma kaj se študira in kaj je ina, ne. Študije so pokazale, da ženska, ki uporablja nadomestno hormonsko terapijo, za 60% zmanjša nabiranje visceralne maščobe, a ne. Se pravi, je v prednosti pred ostalimi. Ženska, ki pa izpolnjuje kriterije za ta nova zdravila, pa ne govorim tu o Ozempiku, ki je nekako še vedno rezerviran za sladkorne bolnike, za diabetike, oziroma za ljudi, ki imajo neke druge pridružene bolezni zraven, ne, kriteriji so zelo jasni, a ne. Imamo že druga zdravila, ki, ko smo rekli, če je bil Ozempik Porsche, je pa to zdaj Ferrari, a ne. Ki so namenjena tem ženskam in se jih ne smejo bati in zdravniki jim jih moramo pisati. Se pravi, če je body mass index ženske čez 27 in ima še neko pridruženo bolezen, bodisi iz težave, da ima statine, da ima visok pritisk, da ima moteno toleranco na glukozo. Nočne apneje. Nočne apneje. Ne? To so indikacije, da se ji da to zdravilo. Ali pa če ima body mass index na 30, to je pa samo po sebi indikacija. In ta ženska, ki uporablja nadomestno hormonsko terapijo in uporablja še zdravila zraven za zmanjševanje telesne teže, bo še 30% oziroma bo še za 30% več teže zgubila kot ostale ženske, ki pač te terapije nimajo. Ne? Tako da, če damo te številke zdaj takole na tehtnico, in s tem, kaj ženski naredimo, ne, pomagajmo, da zgubi nevarno maščobo, s temi pomagamo, da izgubi nevarnost vnetja, s temi pomagamo, da je njeno srčno-žilni sistem ok, a ne, s temi pomagamo, da ne dobi diabetesa, a ne, s temi pomagamo, da je aktivna, tako, da je aktivna maščobe, seveda, in da normalno zafunkcionira in da bodimo spet realni in povemo na glas. Ženska je seksualno bitje, ne? In ni vsem, kako zgleda, ni vsem, kako se vidi. Ne? Imamo ženske, ki pač so v dolgih razmerjih, a ne, in reče, zdaj meni pa zdaj zoprn se sliš pred mojim možem, a ne, pa prav, ti si tako lepa, ti si meni tako všeč, ne govori mi, ne sadi mi rožica, ne, dragi mož, ne. Vem, da bi ga se moral dotaknil, ne. Dobro, no, ampak to je pač treba povedati in ženski omogočati, da se spet počuti dobro v svoji koži, a ne. Ja, tako se v bistvu si stvari zelo lepo zaokrožila, zdaj bi te pa sem še za eno stvarjo malo izzval. Dosta povedal o estrogenih, tudi o progesteronih, ne pa o testosteronu. Tako da zdaj mogoče za začutek, ne, zakaj bi zdaj ženski dal testosteron, zato da išče tavček zraste in da je vsa bolj divja ali bolj agresivna ali je vendarle kaj drugega? Veliko več drugega je zadnji, čeprav je pač ta osnova za libido, ne. V bistvu problem libida je enormen, a ne. Ene ženske bi pač seks črtale iz dnevnega reda, ker jih boli, ker jih to sploh ne zanima več, a ne. Pa je res škoda, ker pač otroci so šli od doma,
krediti so recimo skoraj že odplačani ali odplačani, fajn se mava, a ne, zdaj treba pa seksati, a ne, ampak kar naprej pa ni libida in potem to odpade. Testosteron, Gospod pa ima libido, gospod pa ima libido in tudi razne pomoči, tako naprej. Ja. Zdaj, testosteron je tudi zelo pomemben hormon. To pozabljamo, preveč ga povezujemo z moškimi. A ne. Ženska ima v bistvu v določeni fazi življenja še več testosterona kot estrogena. In testosteron počasneje pada, ne? Estrogen res tako le dol pade eksponentno v določeni starosti, testosteron pa nižje počasi pada, dol in se potem pokaže prav na nožnici, na sečilih in pa na spolni želji. A ne? Se pravi, dejansko pospešuje pomanjkanje testosterona atrofijo v tem uretrogenitalnem sistemu, se pravi nožnica, sečnica in tako naprej. Vpliva pa tudi na kosti, vpliva na mišično maso, vpliva na možgane, na spomin, a ne? In tako da je to zelo, zelo pomemben hormon. Seveda tisto prej, ko sem govoril o tem, kako zarašča šegetavček, sem se šalil. No, ampak ne, to ni, šalil se, ampak to se res lahko zgodi, če je pač tega preveč. Zdaj, tukaj imamo pa problem, a ne? Tukaj imamo pa Evropejci problem, ker se delamo bolj papežka od papeža, a ne? Dejansko je hormon testosteron samo v Avstraliji in Novi Zelandiji registriran za zdravljenje pri ženskah. Vsi ostali preparati, ki so po celem svetu, so registrirani za moške. A ne? In se pa uporabljajo kot off-label use, se pravi kot preparat izven uradne indikacije, tudi zato. S tem, da morajo biti doze hormona 10-krat nižje kot pri moških. In jih je zelo težko titrirati, ker spet vsaka ženska ima neko svojo normalo, neko svojo dozo in moramo biti res pozorni na to, kar si ti rekel, da postane preveč poraščena, preveč aknava, da se klitoris poveča, da se glas poglobi, a ne, da tako govori gospa naenkrat, a ne to. To je že potem znak, da je tega hormona bilo preveč. Kaj če bi bila tako lepo poraščena? No, tudi to se začne, moški ti plešavosti se začne. Tako da tega hormona je ravno dovolj, ampak vpliva pa zelo, zelo dobro na libido in na spolnost. Tako kot so prej za ostale rekla, ne se ga bati. Ne se ga bati. Vedeti, kako ga uporabljati. Tako je. Tako je. Mnogokrat zelo dobro deluje tudi izven teh indikacij, ne? Tudi ob drugih spremembah na zunanjem spolovilo. Ne? Jaz ga dostikrat predpisujem in ga potem ženske, pač žali Bog, se vozijo čez karavanke, kjer se da to dobiti, ne? Kupovati, ampak ja. To je dejansko nekako ta zgodba. Ne? In zdaj glede na uro, ne? Mi da so zdaj tukaj le v etru že praktično 1 uro, nek pameten zaključek k vsemu temu. Ne? Se pravi, boš povedala, da... Bom povedala svojimi besedami. Ja, jaz rad povem, kaj naj pove. Ja, ok. To se ponovadi obnese, ampak dobro. Nekako ne, kakor vidite, ampak ja. Jaz bi rada povedala to. Ženska je ženska in je ženska celo življenje in se mora dobro počutiti v svoji koži. Tako da tu ne govorimo samo o tem, da naj pazi, da se ne bo polomila kolka, da ne bo dobila srčne kapi, da ne bo dobila Alzheimerjeve bolezni. Govorimo o teh večjih stvarih, o kvalitetnem staranju, o kvalitetni starosti. A ne? Se pravi, ni važna številka, koliko te let doživiš, ampak kakšna so ta leta. In z nadomestno hormonsko terapijo je bilo dokazano, da pač se življenje dobesedno podaljšuje, ker vplivamo na vse te pomembne stvari. Ne smemo pozabiti na seksualnost, na spolnost, na kako se ženska vidi. In to obdobje je res lahko zelo lepo, to večkrat rečem in poudarjam. Ne? In nikakor se ne sme sprijazniti s tem, tako pač je, a ne? Ker mi smo drugačni, kot so bili naši starši, Bog ne daj, kot naše babice. To je bil pač del. Bile so polulane, stare, zgubane, pač s svojo terapijo, a ne, s tableti, takimi onakimi, in potem so pač umrle. Tako, kot bomo mi vsi, a ne, to ni neko super zdravilo, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno in da moramo same poskrbeti za to, da se kvalitetno dobro staramo in da osrečujemo tudi naše partnerje. Leon? Ja, seveda, tudi jaz bi se zdaj spet vzel nazaj v kamero, zahvalil za pozornost, a ne. Bova še odgovarjali na vprašanje, tako da nismo še popolnoma zaključili, ne? Ampak potem tudi, ko se kamere ugasnajo oziroma se odlepite od teh ekranov, ne?
preizkusite svoj libido. In ko gotovite, da ni to tam, kjer je bilo, in suha nožnica tudi ne, pridite k strokovnjakom, ki se s temi stvarmi ukvarjajo, da bodo z vami skupaj poskušali rešiti te težave. Tako da zaenkrat hvala. Zdaj pa dajmo poiskati, kaj vse so nas vprašali in na kaj lahko odgovorimo. Mogoče bom ob tem prosil tamle iz režije Janjo, da mi pomaga najti se ta vprašanja, ki so se tukaj nabrala. Ja, prosim. Po moje, da bova samo na kakšna glavna vprašanja odgovorila, drugače pa še drugače. Jaz upam, da nisva bila dolgočasna, dolgovezna, da ste približno dobili vpogled, kaj se v menopavzni medicini dogaja, da je še vedno tako, da moramo zase poskrbeti in da morate najti zdravnika, ki ima posluh za to. Namreč tudi naši kolegi zdravniki vseh specialnosti imajo določene zadržke, ki so popolnoma neupravičeni. In midva bi rada tudi s takim nastopom, s takim podcastom to spremenila. Mogoče se včasih res začne na napačni strani pri pacientih, ampak je to zelo, zelo učinkovito. A si najdel kakšno vprašanje? Ja. Aha, veš, kaj nisi povedal? Ne. Kako je s temi ženskami, ki so nosilke brca genov? Teh je tudi kar nekaj in pač jim je nekako kratena kakovost življenja. Ja, študije, ki niso bile, kako bi rekel, površne, ampak zelo poglobljene, so pokazale, da jemanje estrogenov oziroma kombinirane hormonske terapije v ničemer ne vpliva na to, kako se bodo ekspresirali in kdaj ti geni, oziroma beri, jemlješ estrogeni ali ne, se bosta ta dva te mutacije obnašale enako. Torej, nič s tem ne vplivamo. Torej ja, nobenih ovir ni, da ne bi. Okay. Ali so, tukaj eno zanimivo vprašanje, pacientka sprašuje, ali so lahko migrene tudi povezane z upadom hormonov in ali je rešitev jemanje hormonov? Absolutno ja. Absolutno je. Se pravi, eno od hormonsko odvisnih migren, ki imamo hormonsko odvisno in hormonsko neodvisno migreno pri ženskah, kjer je praktično 3-krat bolj pogosta kot pri moških, so hormoni, če se zdaj spet pojavlja tisti, ki bodo stvari reševali. Tako da... Eden od znakov prihajajoče menopavze je na novo nastala migrena, migrenski glavobol, ali pa migrene, ki so že preobstoječe in se poslabšajo, se pravi, postanejo pogostejše in pa bolj moteče. Tako da ja, odgovor je definitivno ja. Kaj pa neenakomerno bitje srca? Absolutno, tahikardija, palpitacije, to je ena prvih stvari, ki ženske pripelje k nam v ambulante. Včasih imajo občutek, da bojo kar umrle. To je estrogen. Direktno je estrogen vpliva na bitje, na ritem srca in ta terapija to umiri. Ja, absolutno ja. So te stvari na recept ali treba tudi kaj doplačevati? Večina jih je na recept, to je vendarle Slovenija, oziroma za vsako hormonsko terapijo potrebujete recept ginekologa, to nekaj, in se mi zdi prav, da je to tako regulirano, ker je treba dostikrat tudi doze prilagoditi. Malo mogoče nisva dolgo povedala, ampak doze se da zelo prilagajati. Tako da Slovenija je ena čudežna država še vedno, zdravstvo še vedno stoji, čeprav rečemo zaenkrat, in terapija je brezplačna. Nekaj stvari, ki sva jih pa omenila, pa je treba iti v tujino iskati, žal. Tudi ja, žal. Tukaj je lepo dopisala, da je treba biti previden pri uporabi recimo gelov pa gelov pa recimo razprškov v odnosu do partnerja. Ja. Spomnim se, da so do otrok, do živali. Do otrok, do živali, do sesalcev, mislim, kači po mojem, da ne škodi, ampak ja. Vem pa ne, ker pa nas jih nismo nikoli smeli imeti. Skratka, kar se tega tiče, je treba biti res previden, ker to pač prehaja tudi in moškemu to ne dene ravno dobro. Ampak se zelo hitro absorbira, tako da to je treba paziti, da ne se potem objemati, ampak nekaj minut počakati. Jaz bi rekla, kar pol ure se ne objemati. Se pa spomnim, neka angleška nadaljevanka je bila, je bil to tale Doc Martin ali kaj,
ko se en gospod tako zelo čudno vedel in pol so pogruntali, da ga gospa objema med tem, ko Si je mala. šprica hormone. Ja, Okej. tako izjemno je bilo, ne? Aha, gospa sprašuje, ali so Activeli v redu tablete? Activel so še vedno v redu tablete, pašejo pa med starejše generacijo, se pravi, to je oralna uporaba in ima pač večje tveganje za venske tromboze. A ne. Zato priporočamo zdaj, da se pride na transdermalno uporabo, to, kar sem pokazala, razne gele in razprške. In pa se pravi, razbijemo terapijo na dva dela, na estrogen in progesteron. Activel je lušten zato, ker ima vse v eni tabletki, poješ in to je to, ne? Ampak sodobnejša terapija je pa definitivno nekaj drugega. So, se pravi, prvič bioidentični hormoni, a ne? In drugič takšni, ki se dajejo lokalno oziroma preko kože in peros, ne? Kar se estrogenov tiče, je to kar pomembno, vidimo, ne? Ja. Je to kar pomembno. Tukaj ena gospa tudi zanimivo sprašuje, kaj pa uporaba samo progesterona, v kakšnem primeru se to priporoča? Samo progesteron se priporoča pri ženskah v perimenopauzi, a ne, sej ne da ga priporočam, ampak kako ga uporabljati, tako bom povedala, a ne, in recimo za boljše spanje, za boljše počutje. Vemo, da vsi tri hormoni, ki jih jajček izloča, imajo približno enako funkcijo. Tako da tudi samo uporaba estrogena bo vplivala na boljše počutje, na manj obročinskih vplivov in tako naprej. Ne bo imela pa vpliva na kosti, na žile, na srce, na možgane. Na možgane v smislu demence, Alzheimerja, bo imela pa na možgane v smislu spanja in tako naprej. Tako da ta terapija nekako nima mesta, absolutno ne. Ja. Tukaj za ena gospa tudi sprašuje, se mogoče čist tega ne, kako pa zdaj vsi ti hormoni lahko recimo vplivajo na miome. Na miome, aha, ja, to je... Miom je hormonsko odvisen tumor, Miom je hormonsko odvisen tumor, ja, tako da. Da pa bi se ob hormonski in nadomestni terapiji miomi povečevali, tega jaz nisem opazil. Tudi jaz ne opazim tega. Da se mogoče počasneje zmanjšujejo, kot bi sicer se. To pa je res, to pa in to je logično. Gospa močne krvavitve bi rekel, obstaja zdravilo, ki je antihormon, ki se veže na te iste hormonske receptorje, na katere bi se sicer vezal estrogen in praktično prekine krvavitve, miom se pa ustavi, če ne začne celo manjšati v rasti. Tako da, če boste rabila, gospa, znamo svetovati tudi v to smer, kaj ne? Še eno vprašanje, potem pa bi zaključili, po mojem. Ja, se gledam, kaj bi še bilo. Treba večerjo delati. Ja, tukaj ena gospa sprašuje, ne, zakaj njen mož pleša, zato je tudi povezano s hormoni, ne pač zdaj tole mogoče res ne bova. Ja, jaz bi se zahvalila za vprašanja, so zelo zanimiva, pričakovana, a ne. Jaz upam, da so bila dovolj jasna in da boste začeli vse razmišljati v to smer, kaj študije in stroka priporoča, kaj je dobro za vas. Ja, zdaj jaz bi se seveda tudi zahvalil še enkrat, tukaj je samo eno vprašanje, govorim, ena gospa bi vedela, zakaj ne povemo konkretnih imen zdravil. Ne poveva zato, ker bi mogoče to na začetku morala povedati, nihče ne sponzorira, da smo danes tukaj, nobeno podjetje, farmacija, ne vem kdo, nobeno društvo ne nazadnje, ne, pa še res čist najna iniciativa v tem, zato tudi ne smeva povedati, katera zdravila so, seveda pa vemo, katera zdravila smo mi in tudi drugi bolj poučeni ginekologi, tako da z obiskom tam lahko te stvari res razdelamo, rešimo, povemo in tudi predpišemo. Kot rečeno, večina teh zdravil je na recept in niso samo plašniška, ampak naprimer zdravilo, za katerega gospa sprašuje, ki je samo za zdravljenje valung, pa je zaenkrat še na tako imenovani negativni listi in ga je potrebno plačati. Se pravi, rabi recept, ampak ga je treba plačati. Žal, zaenkrat tako. Okay. Tako. Torej, upam, da ste se imeli dobro z nama in da ste se tudi česa novega naučili, predvsem pa, da boste v svojem življenju videli neke druge naloge, ki jih lahko upravite, da se boste zares drugače in boljše počutili, ne nazadnje bolj zdravo, bolj kvalitetno in dlje živeli. Ne? Tako je. Kot pač sem jaz z mojo gospo. Hvala. Adijo, nasvidenje.